Kot diplomant Elektrotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je Vitja Rode v svoji poklicni karieri opravljal številne odgovorne politične naloge. Priznanje je dobil za prispevek k izjemnemu napredku mesta Maribor na gospodarskem in drugih področjih, kakor tudi za izjemen prispevek k krepitvi razvoja in ugleda mesta. Rode je namreč leta vodil enega od ponosov mesta, tovarno avtomobilov Maribor. Veste, zelo vesel sem, ker sem v Mariboru veliko slišal spet. Marsikaj vendarle tudi novega, kar nisem toliko poznal in se mi je to prav razveselilo. Pa tudi v bistvu cel ta sestav in cel ta sestank kaže, da bomo še korakali naprej in to je treba. Tudi in predvsem na področju zdravstva, ki je eden od temeljnih družbenih podsistemov. Mesto ob Dravi tega, zahvaljujoč izjemnim posameznikom, ne pozablja. Maribor je bilo prvo mesto v državi, ki je za hitrejšo nujno medicinsko pomoč pričelo z uporabo reševalca na motorju. Mesto ob svojem prazniku ni pozabilo na to. Ja, predvsem sem vesel, pa mi je v čast, no. V čast mi je, da se pač mesto Maribor odločilo pohvaliti to, da smo naredili najhitrejši dostop reševalca. Sam pa je zasluge za priznanje pripisal tudi drugim. Torej Boštjan Poleničič, medicinski tehnik, prvi reševalc na motorju, ki je ogromno prispeval k temu. Brez njega absolutno ne bi bilo v Mariboru tega, tudi kasneje v Sloveniji vprašanje. In pa pokojni primarij Grmec Štef, ki je kot ključen zdravnik tukaj dal v bistvu strokovno zaslombo, predvsem pa tudi ostalim v Mariboru. Brez kulture nobeno mesto ne ostane in obstane. Kot profesor geografije in zgodovine je služboval v različnih družbeno-kulturnih institucijah. Za izjemen prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine, negovanju spomina na generala Rudolfa Maistra in borce za severno mejo je srebrni grb mesta sinoči prejel Aleš Arih. Ja, zagotovo kot Mariborčan moraš biti ponosen, da ti Mariborčani častitajo. Kaj ti vemo, slovenska navada je pač tista, da dostikrat je fovšija vrednota. Ampak Štajerci smo drugačni in jaz sem prepričan, da vse, kar se je danes dogajalo, je bilo iskreno in tudi mislim spodbuda za vse, ki so karkoli naredili ali še bodo naredili za Maribor. Teh je pa kar veliko. Vrednote, znanje in ostalo dobimo v šoli. Zlati grb mesta Maribor je prejela upokojena predmetna učiteljica tehnične vzgoje in fizike na osnovni šoli bratov Polančičev Maribor, kjer je službovala kar 33 let. V obrazložitvi nagrade piše, da ji župan zlati grb preda za dolgoletno delo na pedagoškem, kulturnem in humanitarnem področju. Optimizma in volje ji po vseh zelo aktivnih letih ne manjka. Sem si jaz mislila, da me v življenju nič več ne more tak vrš iztira in sem danes, ko sem poslušala o sebi in ko sem gledala slike in ko sem morala ostati, mi je kar noge odrezalo, res sem presrečna in vem, da v drugem življenju bom zopet učiteljica in bom zopet delala na prostovoljnem in ja, to me res osrečuje. In doma so me vedno vzgajali tako, da je premalo samo bi bilo treba, ampak je treba narediti. In tak z ekipo, ki jo imam, ki je že celo življenje, se da. Sam če je volja, pa se da, vse se da. Prvi mož mestne občine Maribor je zgodovino, s katero imajo nagrade skupni imenovalec, povezal s sedanjostjo. Precej simbolike naj bi bilo v letošnjih nagradah in nagrajenki ter nagrajencih. Ponosen sem na mesto, na ljudi, ki gradijo to mesto in na ljudi, ki smo jih danes nagradili. Danes je ena v bistvu simbolika. Gospod Vitja Rode ni bil samo, bi rekli, v starih časih župan mesta, ampak tudi bil zadnji direktor tovarne avtomobilov Maribor in nagrado je dobil ravno v času, ko na obrobju mesta nastaja novi tam. Mesto so ljudje. Ti ustvarjajo zgodbe in te zgodbe vplivajo na družbo. Dobitniki priznanj so svoj pečat v mestu že pustili. Novih pečatov pa ni nikoli premalo. Zato lahko slehernik zaviha rokave v korist mesta.